Akvaponika je nov trend organske pridelave hrane oziroma hkratne pridelave zelenjave in rib. V Slovenijo jo je pripeljalo prvo akvaponsko podjetje v Sloveniji, Ponika iz Šmarjeških Toplic. V zadnjih letih se je hitro razširila iz Avstralije v Ameriko, v Evropi pa delamo šele prve korake. Akvaponski vrt si lahko predstavljamo kot rastlinjak. V njem so grede, v katerih raste zelenjava. V rastlinjaku je obvezen tudi akvarij z ribami. Vse skupaj je povezano s cevmi, po katerih se pretaka voda. Iz bazena z ribami poteka obogatena voda do teh rastnih gred, potem rastline prevzamejo vsa ta hranila, ki jih ribe pustijo v tem bazenu, in ostanki ribje hrane. Potem rastline ta hranila počrpajo in vodo za ribe prečistijo. Rastlinjak mora imeti pravilen naklon, da po zimi, ko sonce zahaja, pride van čim več toplote in svetlobe, ki jo zbirajo črni sodi z navadno vodo. Voda se čez dan segreje in potem spet oddaja nazaj toploto. Kaj s tem pridobimo je, da rastno podobo podaljšamo za precej daljši čas. Da ni to nek navaden rastlinjak, ampak se trudimo, da bi čim dlje lahko gojili v takem sistemu. Z akvaponiko je mogoče gojiti raznovrstno glavnato zelenjavo, paradižnik, kumare, bučke, zelišča in dišavnice. In seveda ribe. Pridelava je mogoča skoraj vse leto. Letos smo imeli bolj blago zimo, zdaj februar, zunaj mraz. Tele solate so bile zasejene pri -18 in zdaj je slab mesec in so že precej zrasle, takrat so bile čist mičkene. Da pokažem en primer, recimo sadike solate z zelo dobro razvitim in zdravim koreninskim sistemom, se pravi bela barva korenin kaže na to, da so zdrave, da ne plesnijo, da ni nobenih patogenov, nobenih prisotnosti bolezni noter. Pri akvaponiki je pomemben zdrav sadilni material. V primerjavi z zemeljsko pridelavo je kar nekaj prednosti. Zelenjave ni treba zalivati, pridelana je na naraven način, saj ni dodanih umetnih gnojil ali fitofarmacevtskih sredstev, ki bi škodili ribam. Dodajajo le hranila, kot so železo, kalcij in kalij, ki jih ribe ne proizvajajo. Če se pojavijo škodljivci, kot so žuželke ali plesen, jih odstranijo mehansko ali z biotičnimi pripravki. Toda pri pravilnem nadzoru težav ni. Prednost je tudi zelo majhna poraba vode. Akvaponika je primerna za samooskrbo manjših pridelovalcev, saj gre za obvladljivo velikost rastlinjaka, v kakršnem je tudi lažji nadzor. Druga smer vodi v gradnjo večjih sistemov, kot je na primer v Prekmurju, kjer so postavili akvaponski rastlinjak na 400 kvadratnih metrih. Slovenski trg je slabo samooskrbovan zelenjavo. Premoremo le 30% lokalne zelenjave, zato so si v Poniki postavili cilj, da združijo pridelovalce pod eno blagovno znamko in nastopijo na trgu. Lokalno in organsko pridelana zelenjava ima vedno več kupcev.